Živijo, Svene in Sabina iz Novega mesta in danes se pogovarjava o najini obdarovanosti. Ja, snemanje tega vloga ni bilo enostavno, ker se spravljava že kar nekaj dni. In ena od poglavitnih obdarovanosti v tem obdobju karantene, s katero sva bila kar bogato obdarjena, so bili konflikti. No? Tako da tudi vsakič, ko sva se v preteklih dneh že dogovarjala, da bova nekaj posnela, takrat moraš biti dobro razpoložen, Povezan. Nama je uspelo, da sva se spričkala. No? Ne vem, če tudi vam uspeva, nama je to zdaj kar dobro šlo, no? Od rok in od jezika v teh dneh. Ja, več si skupaj, več imaš možnosti za konflikt. Ja, ja, res je. V tem obdobju se drugače kot družina počutimo zelo obdarovani ravno s tem skupnim časom. To sva zelo hvaležna Bogu, da smo bili lahko zdaj več časa skupaj, čeprav je bilo tudi naporno, no, in sva s tem začela. Ampak vseeno, no, tako toliko časa, kot smo ga zdaj imeli na voljo, ga res že dolgo, bi lahko rekli, v letih ni bilo. No. Vsak dan pridemo pozno iz službe, vsako leto si tudi počitnice nekako razdeliva, da lahko razporediva varstvo, tako da ta res en tak skupni posvečen čas je bil vedno na kratko odmerjen. In sva res Bogu hvaležna, no, da smo bili zdaj več skupaj, čeprav je bilo na trenutke res kar naporno, predvsem med nama, no, ne tako nasplošno v družini, ampak med nama. No. To mislim, da naj je na nek način presenetilo, po drugi strani pa spet ne presenetilo, no. Ker je bilo veliko tudi neizgovorjenih stvari, ki so se pa v tem času, v teh mesecih in letih, ko nekako živiš, predvsem na organizacijskem nivoju, so stvari tekle. Ene osebne stvari recimo so pa mogoče ostale zamolčane, ali pa enostavno res ni bilo časa, no, da bi si jih izrekla. Tako da v tem podarjenem skupnem času sva si lahko res veliko izrekla. No. In ene spoštljivosti pa ene konstruktivne komunikacije se še kar vedno učiva. Na teoretičnem nivoju poznava, na praktičnem. Praktična izvedba je pa umetnost. Se pa še učiva. No. Ampak res, no, danes, ko razmišljava o več obdarovanostih v najinem življenju. No. Eno je to, že da sva podarjena drug drugemu. No. Da je Bog naju našel in da je potem najine poti pripeljal skupaj. No. Zato sva res neskončno hvaležna. No. Se mi zdi, da vsak od naju je zrasel z eno predstavo ali pa z enim strahom, da bova mogoče ostala sama, da nisva dovolj dobra, da ne ustrezava. In ko sva se pred 15 leti srečala, no, je bil to res en tak velik dar. Pa najina pot zakona je tudi zaznamovana z enim čakanjem, predvsem s čakanjem na otroka. Midva sva bila 7 let poročena in sva dobila zdravniško diagnozo, da ne bova mogla imeti otrok in imava diagnozo neplodnega para. Ampak se mi zdi, da Bog se požvižga na uradno stroko in nama je podaril deklico, ki je zdaj stara 6 let. In to je tudi ena takih velikih obdarovanosti, ki jo čutva v najinem življenju. In se mi zdi, da vedno pa lahko pogledaš z različnih koncev na to, kar ti je dano. Lahko bi rekla, imava zgolj samo enega otroka, imava malo otrok, čeprav sva si jih vedno želela veliko. Res sva si želela veliko družino, ampak midva v najinem srcu čutva veliko hvaležnost. To ni zgolj en otrok, ampak to je res en velik dar od Boga in sva res zelo hvaležna, da lahko imava vsaj njo in drugega. In zelo sva hvaležna pa tudi za vero, za Božjo besedo,
ki naj ohrani, ki je res, danes recimo v psalmu beremo, moja dušo žeja po Bogu, po živem Bogu, in midva to živost pa res v Božji besedi, ki jo nekako se trudva vsaj zjutraj prebrati, vsaj na hitro, predno greva v službo, pa predno vstaneva k vsem drugim nujnim opravkom. To je tisto, kar hrani, no, res, kar življenju daje napolnost. No, obdarovanost je tudi v tem, da koliko so si kot moški pa ženska različna, ampak vseeno imava pa tisto bistvo oziroma vrednote, tisto, kar je nama pomembno, imava pa enako. Ne, v bistvu se razlikuje samo v tem, kako bi jaz kot moški in Sabina kot ženska to pač živel, izživel, koliko časa bi čemu namenil, a ne, tudi moški gledamo z razumom, ženske gledate s čustvi, a ne, tu sva si različna, a ne, tu se v bistvu dopolnjujeva, a ne, ampak tisti bistven pogled na življenje, eno usmerjenost glede vrednot in tistega, kar je res pomembno in kar je dragoceno, tu pa mislim, da sva se enotna, da nimava dobenih različnosti, no. Vsaj mislim. Se ne strinjam. Ja, jaz bi bolj rekla, da se ves čas brusiva, da poskušava prihajati do neke enotnosti, no. Mogoče pa res, no, da ene osnovne vrednote, predvsem to, da se trudva ostati zvesta drug drugemu, da se nekako trudva biti spoštljiva drug do drugega, no. Pa iskrena. In pa vera v Jezusa, no, to je mogoče en tak temelj, ki nama je skupen. Vse ostalo je pa precej, bi vsak po svoje. Ampak nič hudega. Tako, no, to je najina realnost tega obdobja, tega časa. Nama je res všeč, no, da se je svet ustavil, da lahko razmišljamo o bistvenih stvareh, da smo lahko skupaj in da se ves čas neskončno brusimo. Je pa to en tak zahteven čas, no, ki nas tudi postavlja res pred taka pomembna vprašanja, no. Kje smo, kam želimo iti, komu želimo slediti, no. In tako, no, eno dobro obdobje za premislek. Ja, tudi kako se naučiti funkcionirati, ko si doma cele dneva, ne, ker pri nas je bilo tako, da ko smo bili skupaj, smo bili ali na dopustu, ali nikoli pa dlje časa doma, ne, tako da nam je bilo zdaj res to dragoceno, ko nas ni budilka budila, ko smo bili cel dan skupaj, čeprav meni je bilo po eni strani naporno skozi te moje punce poslušati, ker moja glava težko absorbira toliko vsega, ne. Ampak po drugi strani mi je bilo všeč, ker smo se pa spoznali tudi na tak način, dejansko, kje ima kdo meje, kaj potrebuje, recimo jaz sem rabo politi malo kaj ven narediti, ali kaj zato, da sem se malo umaknil, da sem se malo ne oddahnil, ampak dejansko podoživel tisto, kar sem slišal, oziroma ja, doživel, no. Niti ne vem, kako bi rekel, no. Ja. Ok. Vam želimo, no, vam želiva veliko blagoslova, no, in da bi vsak od nas, najprej midva v prvi vrsti, res vsak večer znali pogledati, s čim smo obdarovani, zakaj smo lahko hvaležni. In da bi v tem duhu hvaležnosti se izročalo Božje roke. Lepo se imejte. Srečno.